V petek so se na Brdu pri Kranju pred nadaljevanjem prve lige Telekom Slovenije zbrali predstavniki klubov, selektorji mladih reprezentanc in nekateri drugi nogometni delavci, ki so prisluhnili predavanju predsednika Zveze nogometnih sodnikov Slovenije Vlada Šajna. Ta je predstavil nove smernice sojenja na nivoju NZS in UEFA ter novo pravilo prepovedanega položaja. Namenjeno je bilo pojasnjevanju trendov v sojenju, vsem tistim navodilom, ki smo jih dali sodnikom na seminarju v Turčiji, po eni strani, po drugi strani pa razjasnitvi pravila offsida, ki je bilo marsičem spremenjeno pred pol leta. Tu je prišlo do toliko različnih interpretacij, da je po našem mišljenju absolutno nujno, da s tem seznanimo tudi vse udeležence, aktivne udeležence v nogometu, ne samo sodnike, pomočnike, pa tudi igralce in strokovne ekipe. Prav tako seveda kot z ostalimi navodili in trendi, ki se pojavljajo tako na evropskih zelenicah kot pri nas. Šajn v sklopu predavanja odgovarjal tudi na vprašanja prisotnih ter tako pojasnil videnje sodnikov v marsikateri dvomljivi situaciji. Obenem pa klubom ponudil tudi možnost, da podobna predavanja pripravijo tudi za igralce, člane strokovnih ekip in mladinske selekcije. Po našem mišljenju, tudi na osnovi izkušenj, ki jih imamo v okviru UEFA, to najbolj učinkovita pot. Torej, da se s temi stvarmi ne informirajo samo trenerji, kapetani, ampak bi bilo najbolj seveda v okviru možnega, da se o tem informirajo vsi. Tako bo tudi na prenovljenem delu spletne strani krovne nogometne organizacije Zveza nogometnih sodnikov Slovenije v prihodnje objavljala posnetke s strokovnimi tolmačenji ter tako izboljšala pogled v delo sodnikov na naših zelenicah.